Živijo, dobrodošli v podcastu Raztezanja, kjer z Gorazdom raztezava najne možgane in se pogovarjava o izboljšanju izkušnje strank. Danes bomo govorili o temi, o novem pristopu k marketingu, o loop marketingu, torej o konceptu, ki ga je HubSpot predstavil na njihovi inbound konferenci. Oni so rekli eno dramatično stvar, torej inbound marketing je mrtev. Daj zdaj Gorazd, kar ti razloži, torej zakaj je inbound marketing mrtev, zakaj rabimo loop marketing, kako sta povezana? Ok, zdaj, kad skoj pomisliš na vse te ljudi, ki so delali stvari, veš, bloge, pisali, e-maile, ves ta del, ki je bil v inboundu, a ne? Mogoče je dobro eno stvar prej razumeti, iz česar so to oni izhajali, no, enega podatka, ki je, se mi zdi zelo pomemben, pa da ljudem pol malo zamisliti, kako moraš pač, zakaj se marketing spreminja. Po podatkih Googla, oziroma par raziskovalnih hiš, ki so analizirali podatke od Googla. Ja, Google se distancira od teh podatkov. Tako, of course. Je nekje 60%, tam 58% klikov oziroma iskanj na Googlu sploh ne pride do klikov in obiska spletne strani. Zdaj, to pomeni, ali so to AI odgovorijo stvari, answeri, ali pa pač pomeni to, da si AI povzetkom, ki ti ga Google da gor, da smo ljudje zadovoljni in ne kliknemo na enega od tistih naslednjih 10 modrih linkov, ki so naservirani. Tako, kar smo prej delali in zato tudi danes še vedno pač dost rečeš, ok, trafik ti je padel posledično, a ne vsi govorijo, ja, trafik padel zaradi AI, pa vse to, ja, padel je zaradi teh stvari, a ne. Ja, zdaj Google, mogoče sam to, kar sem rekel, ne, Google se distancira od tega, Google pravi, da število klikov, da ni signifikantno upadal, da v smislu na določenih queryjih bolj, na določenih manj. Ne. Kar po eni strani bi se strinjal, verjetno zdaj pa, če jaz iščem že prej, ko so dodali, ne vem, osnovne konverzije, koliko centimetrov je 7 inčev, pač nisi rabil potem na nek kalkulator konverterjev. Zdaj mogoče pač odgovoriti tudi na neke malo bolj napredna vprašanja in pač ne greš več na rezultate, ampak tudi oni kliki niso zelo veliko naredili za spletno stran. Ne. Ja. Tako da mogoče en del queryjev vse gre v globino. Ljudje vse nismo toliko plehki, da ja, ampak za neke te hitre informacije, ki si prej mogel iti, veš, na eno stvar pogledati na spletno stran, bil je to itak trafik, a ne? Tako. Danes se ti ja, rabim davčno tega podjetja. A je ta trgovina zdaj odprta, a ne? Tako dobiš že pač, ne rabiš zdaj klikati. Je pa res, da del tega trafika je pa pol v neki konvertiru, ne? Torej, če smo delali inbound, je mogoče pol neko soglasje ti pustil, a ne? Ja, pa to bo si cookie, pa, a veš, lahko si nekaj na tem delal, recimo za naprej. Zdaj, ena od stvari, ki jih pa oglaševalci delajo, je, ne, ok, trafik mi je padel, gremo malo več oglaševati, zaradi tega, da dobimo ta trafik nazaj, ne, ker pač konverzija je na trafik. Pa ugotoviš, da je pa to, zdaj vsi to, večina jih to dela in so te ad costi pač šli v nebo, ne. Tako da je ta del v bistvu postal precej drag. Druga zadeva pa je, da je danes uporabnik, mislim se, če se vsak malo v svojo kožo postav, pa se pogleda tako v ogledalo takrat, kako išče neke nove stvari, a ne. Ni več, a ne, samo greš na spletno stran, pa poiščeš stvari, ali pa včasih se res Googlal, danes so pa, ne vem, ljudje iščejo prek raznih chat GPT-ov in podobnih AI chatov, pol grejo, ne vem, na Twitterju vidijo stvari, Instagram influencerji, na Redditu kakšne poglobljene teme so tudi tam razložene, pa si tam dobo stvari. Ne, dejansko mora brand obvladovati content, v bistvu distribucijo skozi vse te kanale, kjer je mogoče to teže, kot je pa bilo kadarkoli prej. Zato so se spravili v bistvu delati nek tako imenovan loop marketing. HubSpot je znan po nekih krožnih stvarih, a ne, ker iz inbounda, ker rečemo, da je dosti linearen, lijak, so prišli v bistvu vmes v to fazo nekje okrog 2020-2021 v to fazo Attract, Engage pa Delight. Se pravi nek krožni sistem. Flywheel, ja, torej. Tako, flywheel marketing, sem rekel. Zdaj so pa v loop marketingu. Kjer so spet rekli, torej, lijak ne obstaja več, treba se vrteti v krogu. Zdaj smo v zanki. Tako da zdaj smo prišli iz kroga v neskončno zanko. Tako, to je v bistvu, veš, sem iskal en ful dober prevod v slovenščino, ne. In zdaj, a ne, zankasti marketing ni, ne.
Zato, ker je, veš, premalo strokovno. Pole marketing zanke, tukaj izgubiš malo ta učenje zraven, ta 4. faza učenja. Pa je krožni marketing, je tako, tudi zgubi ta učenje, pa imaš iterativni marketing, ser povede, se moraš skozi učiti, ampak zgubiš metaforo kroga, tako da marketing kozanki, evo, ta manj, marketing kozanki za vse une, ki imajo radi pač slovenske besede, drugač pa za naprej loop marketing. Je pa sestavljen iz 4 faz, ki jih bo danes pogledala zdaj v originalu, Express, Tailor, Amplify, Express, ja. Ja sem rekel Express? Ja. Ni Express. Ni Express, je. Izrazite se. Se pravi, definiraš nek svoj glas, svoj brand v tej prvi fazi, pa ta Tailor je prilagodiš stranki posamezni, še bolj greš ena na ena, pa imaš ta Amplify, ki pa rekel, da razširaš oziroma opolnomočiš se tvoje aktivnosti skozi vse kanale, kjer stranke te so, smo rekli, da jih je ful veliko. In v tem delu se skriva tudi en nov termin, ki je SEO zamenja AEO, se pravi optimizacija za iskalnike, se pravi za umetno inteligenco. Pa ima pa še Wolf kot 4. fazo, kjer se pa iz vseh teh nekih aktivnosti učiš in potem nekaj tudi lahko eksperimentiraš in spet daš to v prvo zadevo. Zdaj, čeprav grejo ena za drugo, lahko začneš v bistvu na katerikoli fazi, ki jo imaš, pa so tudi neke predpostavke, ki jih moraš prenditi, o tem bova danes mečkan se pogovarjala. Super. Zdaj, preden začneva, bi povabil vse, ki poslušate, če vam pa ta podcast všeč, da ga lajkate, delite s svojimi frendi, pa če imate kakršnokoli vprašanje za naju, komentar na frodix.com/vprašaj je en obrazac, kjer nam lahko pustite vprašanje. Ok, preden začneva, tako moj hot take, mojih 5 centov se mi zdi pač, tako, ko sem malo razmišljal o teh stvarih, se mi zdi super, ker rabimo neke kontekste, neke metodologije, to je vedno dobro, jasno pa noter ni pa zdaj to neka revolucija iz stališča, ne vem, prej si rekel, ljudje drugače iščemo, uporabljamo ChatGPT, saj to govorimo kaj, že 10 let, torej, kako iščemo se je spremenil, torej. Se spreminja, ne? V bistvu. Se ves čas spreminja, evolvira, ljudje smo, če rečem po naravi, leni, poiskali bomo način, kako bomo prišli do informacij na najlažji način po eni strani, pa po drugi strani tam, kjer nas stvari zanimajo, se bomo pač poglobili v stvari in jih raziskovali, kar pomeni, ne bom šel samo v ta stari način v trgovino, izbral stvar in odšel ven, ampak se bom pač prej pozanimal in se mi zdi, da imamo vsaj že 5 let, če ne 10 let, pač neke te customer journey, ki so pomešani, raztegnjeni, drugačni. Torej, to ni drugače, samo mogoče se pač tukaj noter zdaj še urinu, so se urinali še AI orodja, ne? Ja, to pa tudi, kontekstualni marketing je tudi že nekaj časa star, ker se tudi tukaj dosti noter govori o kontekstu, pa tako, vsem tem, pač tudi to ni nekaj noga. Personalizacija, celoten koncept personalizacije, pa hiperpersonalizacije, spet govorimo o njem že nekaj časa, zmanjkuje nam teh superlativov, kaj pa je naslednja stopnja hiperpersonalizacije, ki jo lahko zdaj delamo z AI-om, Mogoče zdaj res delaš, ne? Verjetno je bolj to. Prej je bilo malo napihnjeno vse skupaj, zdaj pa dejansko lahko delaš in dejansko hiperpersonaliziraš oziroma personaliziraš za enega, ne? Evolve, ja, vsi vemo, treba je testirati, treba se odzivati na to. Ta se mi zdi mogoče še tak, da je najtežji ga doseči, ker ni dejansko zelo veliko novega, so pač neki pristopi, ki jih mogoče AI drugače omogoča, ampak da tukaj je najtežji biti on top of it, če tako rečem. Ampak vse, ok, preden, da ne zajadrava preveč globok, gremo mogoče kar vsako fazo mečkam se v njej pogovoriti, malo jo razdelati, mogoče kakšen primerček dati, pa za konc pa mogoče nekako zakrožva na enem primeru vse skupaj. Tako da, ok, mava Express, kako se izraziti. Kako se izraziti? Da se ne bova ujelo kakšno zanko. Danes. Ta prva faza, zdaj jaz bi danes želel, da je to čim bolj posimplificirava for dummies, zato da ljudje po mojem najbolj razumejo, kaj je nek point tega. Zdaj pa v tej prvi fazi
kateri se izraziš svoj brand, voice, se pravi glas tvojega branda, katere, ne vem, besede uporabljaš, katerih ne uporabljaš, kakšne nagovore uporabljaš, kakšnih nagovorov ne uporabljaš. In ok, to je ena definicija, se pravi, da zdefiniraš nek stil. Ampak spet nič novega, torej brand voice ni nič novega, torej resno podjetje, ki je delalo marketinško strategijo zase, je moglo vzpostaviti nek svoj ton. Tako. Zdaj, mogoče sam sprememba je, zakaj ga zdaj nekje v nekem orodju tudi narediš, je zaradi tega, ker to pomaga na koncev, ko bo prišla do tega, pač vmes, okay, da to pomaga AI-ju pripravljati neko vsebino, ki je v skladu s tvojim tonom, tvojim brandom kot takim. Zdaj, v tej prvi izrazni je tudi en del, ki je mogoče tak, da zdefiniraš, kaj je tvoj idealni profil stranke, kar spet ni nič novega, kaj je tvoj unique selling proposition, to že malo definiraš v brand voice-u, mislim, v tem delu. In zdaj, kako prideš do tega ICP-ja, v tem delu pa imaš nekaj zdaj orodja, si jih pač zamislil, da ti recimo tudi AI pomaga, recimo, ali pa machine learning, kakorkoli, pridobiti recimo podatke tvojih reviewjev, recimo, da imaš produkt na različnih mestih, kjer se prodaja in v bistvu te reviewje poanaliziraš in v bistvu ven vidiš, kako tebe pravzaprav vidijo stranke, kaj so tisti pain pointi in tiste probaš ukomponirati v gradnjo tega ICP-ja. Hkrati si pa pol, ko si ICP naredil, v bistvu narediš kot ene take rečeva testne agente ICP, kjer ti lahko tvoje marketinške message tudi testiraš, odzive. In recimo HubSpot je zgeneriral si neke poslovne persone, ki jih pač oni recimo targetirajo in je rekel, ok, testiram ta sporočila, kakšne feedbacke bi dobil, recimo z nekimi sekvencami, z nekimi nastopom, ki bi bil, kakšen bi dobil nek feedback in pol so delali, se pravi, realne surveje, se pravi, ankete, pa te AI generirane in 90% je to neverjetno, torej, ekip to razlagal, torej naredil analizo na LinkedInu, koliko 10,000 odgovorov pridobil na temo loop marketinga in potem to isto analizo probo simulirati v Cloudu, če se prav spomnim, pač v nekem projektu tam. In stvar je bila na 90% realnih odgovorov. To ne pomeni, da lahko kar vse simuliraš, verjetno je prav vsake določene stvari preverjati, sploh tam, kjer si manj prepričan. No, pa zato tudi, da enkrat, veš, mogoče manj narediš teh analiz, ampak takrat, ko jo tudi narediš, tudi evalviraš, a to, kar imaš, kar si v bistvu ne mogoče testiral, ti sam je ok, ali si ti mogoče šel napačno smer. Tako da v prvi fazi, se pravi, definiraš nek brand voice, tvojo idealno stranko, nek slog komuniciranja, kakšen bo, a si razlagaš stvari, ali si bolj na humoren način delaš, kakšna je tvoja vizualna identiteta skozi recimo neke predstavitve, ki jih daš, a si zdaj bolj korpo, a si malo bolj sproščen, a si za neke segmente bolj sproščen. To zdefiniraš in evo, to je rečeva, da to fazo pač zaključ. Zdaj, mogoče, veliko podjetij ima to že narejen, torej ICP pripravljen, buyer persone pripravljene, kar je mogoče zanimivo, kar sem tako malo spremljal, bral, pogledal par YouTubeov. Ljudje, ki se lotijo tega, vseeno ugotovijo, da pač stvari, ki jih imajo, so zastarele. Mogoče stvar, če je 2 let stara, pa smo mi začeli zdaj, ne vem, mogoče zaradi AI ali pa zaradi kakšnega drugega, smo večkrat spremenili našo zgodbo, našo smer. To je pač, ne vem, neki content creatorji so to pri nas evolvirali, nimamo pa tega več napisanega realnega, ali pa na drugi strani, tako kot si rekel, ker vključaš noter to, kaj smo zvedali od naših strank, ali čez neke reviewje, komentarje, nestrukturirane podatke, ki jih noter dobimo še neke druge insighte, ki jih mogoče prej nismo upoštevali in je smiselno to vajo narediti, pa videti, kako se zdaj naš mogoče ICP spreminja, kako se trg tudi spreminja, kaj si stranke drugega želijo in je to, po mojem, vsem pametno se lotati. No. In to je potem tista osnova, ki je, tako kot si rekel, ki bo po eni strani nam, ki bomo pripravljali content, ampak na drugi strani tudi AI-ju pomagala pisati, pripravljati boljšo vsebino, ki ima tisti ki ima noter naš ton, ki je unikatna, ki je drugačna od
tiste vsebine, kjer rečeš AI-ju, ChatGPT-ju, napiši mi blog 10 razlogov, zakaj moram shujšati in boš pač dobil zelo generično vsebino. Če boš prompt nadgradil s tem in recimo HubSpot na to že kar ugrajeno noter, ne, da lahko naredi apply brand voice na kakršnokoli vsebino, ki jo generira, boš delal čist drugačno vsebino na drugem nivoju, ki bo resonirala s tvojimi bralci, poslušalci, gledalci. Tako da se mi zdi to je tista stvar, ki ti bo omogočala v bistvu, da boš to, kar bomo pol govorili v naslednjih fazah, kjer bomo ugotovili, treba je pa vsem več vsebine delati, ker je pač trg tak, kot je, ne, da je pač overload vsebine, da boš na račun tega lahko za AI-om generiral vsebino, ki bo zadosti kvalitetna in jo boš posledično lahko generiral več. Ne. Ok, naslednja faza, Taylor, se mi zdi, da stvar, ki je vsaj meni pač najljubša, najbolj zanimiva, o kateri mi dva tudi zelo veliko govoriva, torej o personalizaciji, hiperpersonalizaciji. Ja, cilj je tega, da greš iz tega, a ne se skozi to govorimo, ne, da ni sam naslavljaš nekoga, pozdravljen Andrej in ne vem, neke produkte, ampak to je, da že malo smo se izpeli. Gre za to, da v bistvu podatke, ki jih imaš, tako kot si omenil, veš, v tem prvem delu ali pa nek temelj je, da tudi nestrukturirane podatke pripeleš noter, to so tudi v tem, ne vem, kaj se na sestankih dogaja, kaj ljudje na tikete pišejo in tako naprej. Vse to, ko zajameš, obogatiš pač ti nabor podatkov o posamezniku in na podlagi tega lahko tudi v bistvu zdaj končno tudi z uporabo pač AI-ja dejansko 1-na-1 komuniciraš, da ne zgleda tako generično, zdaj ali to uporabljamo neke AI agente v tej smeri, pa bodo nekaj delali, ali to samo v email komunikaciji uporabljamo zelo napreden AI, ki bo v bistvu vsakmu malo prilagodil content posebej, in prilagodil tudi način, kaj bo noter pisal, kakšne linke mu bo dal, kjer je call to action, kdaj mu bo to poslal, a veš, ko dejansko to dosežemo, se pravi po različnih kanalih, če email vzameva, ker email je spet ful popularen, potem si v bistvu naredil veliko stvari. Zdaj, kar ti pa AI omogoča, pa ti v tej fazi pa prej mogoče nismo tako delali, da ti AI omogoča, da neke segmente se na nov spomniš. Ker včasih si bil tako, ok, targetiramo take pa take ljudi, in je bilo to, ok, vedno, imamo lansiranega produkta, poiščemo take. Danes ravno to, kar so rekla, da na začetku imaš opcijo zdefinirati nek tvoj ICP, pa kaj bi njih zanimali v tem času, zdaj pa, glede na to, kakšne revije dajo ali pa neke naše stvari, ven dobimo lahko mikro neke segmente. In včasih je bilo to tako, dobili smo mikrosegmente ven, se še spomnim, ko smo delali v Travelu, pa si dobil 10 ljudi ali pa 5 ljudi, ki je pa potovala na neka draga eksotična potovanja. Zdaj nisi valjda teh 5 poslal maila, mogoče so te pa je poklicali posebej, ampak če bi to del digitala, smo pač te vključili v neko kampanjo, mogoče so dobili še dvojni, ki so bili zelo nerelevantni, te pa mogoče sploh niso dobili zelo personal message. Danes bi tem 5 lahko vsakmu posebej poslal, glede na to, da pa vas zanima, ne vem, karikiram, bolj take avanturistične zadeve, zdaj imamo pa odhod, to pa bomo običajno greste, ne vem, v zimski sezoni, da vi nekaj takega, drugo pa rečeš, vi ponavadi pol leta prej že planirate, tamle marca, so pa take odhodi. In je to res, veš, nekaj zelo si lahko personaliziraš te zadeve, 1-na-1 to, s tem, da pa šla do naslednjega kanala, mogoče tem ne bil sem na mail poslal, ampak bi enemu kar neko nit pogovora na WhatsAppu začel, mogoče bi enemu začel malo z SMS-om, eni pa mogoče bi bilo kar ok, da rečeš, tle pa je en podcast, ki govori o odhodih v začetku, ne vem, v marcu, kaj je letos ful zanimivo. Ja, vsebina se s tako personalizacijo res veliko bolj evolvira, postaja bolj ozko definirana, na drugačen način podjetja ali pa morajo brendi pripravljati vsebino.
Mislim, v tej fazi, Taylor, boš verjetno še manj poznal vsakega posameznika, tako v smislu, veš, ena na ena, ne. Ker dejansko boš res toliko nekih segmentov delal, znaš ti 1000 ljudi v redu, ampak imaš pa ti 100,000, a ne to mašinerija, ki zadnji to dela in zdaj vsi bodo enkrat lahko to delali, to je edina stvar, kar je dosti tako dejstvo, tako da odvisen od unga prvega koraka, koliko boš ti edinstven, koliko znaš ti tvojo ponudbo pač prilagoditi, ne, pa razumeti ta ICP drugače, tako smo rekli, brand voice, to je razlika, kaj jaz veliko v tej Taylor fazi ne bo toliko drastične razlike, ne. Veš, v smislu, vsi jo to lahko uporabljalo, ok, eni bolj, eni manj, ampak... Ja, po moje to, eni bolj, eni manj, koliko bo nekdo resno v to stopil. Zdaj, mogoče, tle se mi zdi zelo razlika, če smo mi neka spletna trgovina, tam se lahko gremo hiperpersonalizacijo že zelo dobro na vseh kanalih, a ne? Ampak so podatki zelo strukturirani, customer journey so bolj jasni, vsaj ta zaključni del customer journey, od tega, ko jaz enkrat gledam že konkretne produkte, a ne? In je ful lažje narediti recommendation modele in s tem recommendation modelom pač ti narediš toliko za personalizacijo, pač težko več, a ne? Drugo je pa neke druge industrije ali pa pač zgodnejše faze nakupnega procesa, ne? Tako, kot si rekel, travel, tam ja, so produkti, ampak so manj strukturirani, drugače, ok, ja, jaz mogoče na destinacijo lahko personaliziram, ampak drugo je pa vse to, kar si rekel, torej upoštevati, kakšna so potovanja, kakšni so paketi, kdaj nekdo rad potuje, kaj ga na potovanjih zanima, ker zdaj spet, če rečemo dopust, je mogoče zame pa zate nekaj čist drugega, torej nekdo gre na dopust, če rečem, počivati, ležati, čim bolj na freebit, imeti čim manj na seznamu, kaj bo počel, nekdo drug gre na dopust pač checklisto, pred katerimi znamenitostmi se bo on slikal, kaj si bo pogledal in ima zelo natrpan urnik in pač drugačen potovalec je, a ne? Druge stvari ga zanimajo, ko raziskuje tudi destinacijo pa ponudnike. Tukaj je zdaj HubSpot šel recimo na naslednji nivo, da omogoča pač to hiperpersonalizacijo tudi na teh drugih nivojih, ne? Na eni strani to si že rekel, torej AI podprta segmentacija, torej kjer HubSpot proba iskati segmente, ki imajo jasno izražene neke intent signale za prehod v naslednjo fazo ali pa za željo po nakupu, torej tle nekako probaš odkrivati nove segmente kupcev ali pa potencialnih kupcev. Drugo je pa ta dejansko personalizacija vsebine, ki so zdaj spravili na naslednji nivo. Tle sta, rečemo, dva featurja so predstavili zanimiva. En je torej personalizacija e-maila, torej kjer so naredili pač, če rečemo, v email drag and drop builder, email blok, ki ga napolniš v bistvu s promptom, torej kjer ga ti poveš, kaj naj se noter napiše in noter dodaš tudi lastnosti kontakta, ki jih želiš uporabiti. Torej, pripravi mail za osebo s tem imenom iz te industrije, za to industrijo najti neke relevantne izzive, ki bi jih lahko ta oseba imela za to in to področje. Skratka, kombinacija prompta in personalization tokenov in potem res vsak posameznik, spet, če damo samo ime pa industrijo, bo pač neki nivojev personalizacije. Ampak če pa dam zraven še en drug del informacij, kot je pač kaj oseba, ne vem, nazadnje gledala pri nas na spletni strani, kaj so bili njeni zadnji nakupi, mogoče tudi tiketi, take stvari ali pa neka komunikacija, je pa to pač čist next level nivo personalizacije. Tudi tukaj HubSpot to omenja, da oni, ki so pripravljali, ki so najprej na roke stvari delali, preden so jih spravili v produkt, prospecting maile, ki so jih personalizirali na osnovi pač tega konteksta posameznika, iz katerega podjetja prihaja, naredili research podjetja, kdo je ta oseba, naredili research osebe, pogledali njeno zgodovino, da so dvignali engagement rate na teh mailih za 400%, kar je za neke outreache, ki so jih delali že prej, ne vem koliko let, nekaj čist neverjetnega. Ne? Mislim, čist druga rast, veš, to je... Tako. No, druga stvar, ko menjam outreacha, torej tudi za outreacha so pripravili čist avtomatiziranega outreach agenta ali pa prospecting agenta imenujejo, ki pripravlja personalizirane maile na tak način, kot sem rekel. Tretja stvar je pa
torej, mislim, da se feature criminal personalization ali nekaj tasga, kjer pa rečeš, ok, personaliziral bom CTA, personaliziral bom del landing page, personaliziral bom cel landing page, torej, kjer lahko, glede na insighte, ki jih imaš, drugačen landing page prikažeš vsakmu posamezniku. Dodali so tudi to, da lahko segmentiramo anonimne uporabnike, kar pomeni, da lahko se prej tega nismo mogli, ali pa smo zelo omejeno to delali, no. Zdaj se da boljšo personalizacijo spet s pomočjo AI-ja zgenerirati tudi za te uporabnike, ki so mogoče prej pogledali 3, 4, 5 strani. Oziroma ta primer, ki so ga oni dali, povečal se jim je trafik iz ChatGPT-ja, pa iz drugih takih pogovornih AI agentov in videli so, da ta trafik čist drugače konvertira kot trafik, ki pride iz Google, YouTube, pa iz drugih, mogoče bolj informativnih kanalov, in ugotovili so, da rabijo za te kontakte drugačne call to actione, drugačne, torej bolj poglobljene, bolj fokusirane, oni so že bolj pripravljeni na nakup in jih je treba pač v to prej spraviti kot nekoga, ki je mogoče prišel iz enega bloga na landing page, pa mu boš pol prodal še en blog ali pa nek dokument. Tako da to, po mojem gremo lahko naprej. Naslednja faza, Amplify. Amplify, okrepi, doseg in vpliv, bi lahko temu rekla. Ja, zdaj, malo sva se tega že dotaknila, zdaj sva res naredili smo top content, personaliziran, razumemo stranke, zdaj v tem delu pa je, da moraš to vsebino spraviti tam, kjer je relevantna za tvoje potencialne stranke, za tvoje obstoječe stranke in biti dejansko na vseh kanalih aktiven in uporabiti dejansko moč AI-ja, če rečem temu, zato da lahko te zadeve dosegaš. Zdaj, ena stvar, ki se mi zdi zelo zanimiva, no, sej, v B2C-u, pa tudi v B2B-u predvsem, mogoče manj v B2C-u, ampak tudi tam bi bila, imaš en brand, zdaj ne bom spomnil imena, sicer je US-based, ki je dobil v bistvu večina leadov iz mikropodcastov. Mislim, da so neki marketing delajo točen, ampak oni res producirajo, pač rečejo, to so nišni topiki, to so pain pointi, to bi bili, ne vem, marketinški neke prijemi za to in z tega v bistvu generirajo podcaste, tako, neki nasnet, neki pa AI voice in v bistvu to dajo v ta outreach, tudi v bistvu tako vsebino in kad ti v bistvu nekaj koristnega ljudem daš in da so res navajeni teh podcastov, veliko se tega posluša in je v bistvu tudi en tak kanal, kar si mogoče včasih nismo znali predstavljati. Danes recimo, ne vem, si neka kibuba, recimo oprema za gorništvo, pa šlah, ne vem, podcast o najboljših šotorih, podcast o, ne vem, čevljih za, ne vem, jesensk hoja, pa so ljudje tako, to slišijo, ljudje iščejo skozi različne stvari. To delaš in hkrati, ko ustvarjaš tako vsebino, je to vsebina, ki je pol zanimiva tudi za AI. Sej pri tej optimizaciji za iskalnike oziroma AI Engine Optimization. SEO je bila res taka stvar, da rečeš SEO, pač v slovenščini, da ne rabiš reči SEO, tle pa AEO. UEO. AEO po angliško je, pol je res to že počas zveni na en evrovizijski komad, Bi bil komad AEO, pa dvakrat to ponovil, pa ne bi pil, ko vse poslušalce zgubila, tako da... Ne rabva pet. Ampak to je malo neposrečena kratica. Tako, optimizacija za umetna inteligenca, bi jaz tem rekel, za vas ta del. Tukaj se koncept to kot SEO ta ne spreminja. Če gremo od unih začetkov optimizacije, ki smo delali, nismo mi delali, ampak drugi so delali razne black hat metode, smo vedno white hat. Stvari se pravi, delal si content, delal si link building, to veljaš še vedno danes kot pomembne stvari. Če je uporabna vsebina za bralca, bo uporabna tudi za umetno inteligenco še bolj, zato ker zna mogoče še bolj ločati med nekimi stvarmi, ki so uporabni ali pa niso uporabni. Je pa res, da ta reach se pa danes dela skozi to, da v bistvu tudi malo vključaš neke influencere, neke opinion makerje v to,
da malo podelijo ta dela. Ne? Če rečemo, včasih je bil ta page authority zelo pomemben, pa si mogel zbildati ta del, da ne postavil nove bloge, pa niso veliko štel, so bili zelo majhen page authority imeli. Zdaj danes ta del malo nadomešča tudi ok, da imaš vsebino v nekih takih mestih, pa da tudi ljudje v bistvu na različnih kanalih komunicirajo potem to. Ta del se mi zdi... Mogoče prej sem te prekinil, sorry, ampak to, kar si rekel, torej mikropodcasti, to je po mojem del off-site optimizacije, ne? Torej enako kot pri SEO, to treba delati on-site optimizacijo, kako pač vsebino prilagoditi za AI agente, če tako rečem, pa za scraperje, pa na drugi strani treba delati off-site optimizacijo, ki pelje na tvojo vsebino naprej, kar je zdaj lahko pač tvoj content na drugih kanalih, ne v smislu ali podcast, YouTube, nekje druge, ali preko nekih drugih virov spet, ali na nekih gostujočih blogih, ali pri influencerjih, če tako rečeva, vse to korista, ne. Mogoče AI opustiva za neko za eno ločeno temo, pa ga malo bolj poglobljeno obdelava. Da imaš v HubSpotu zdaj možnost, kad ljudje se vprašajo, koliko pa jaz tega trafika imam. Ok, ena stvar je, da če GPT linki so z UTM-ji označeni, oziroma pač veš, če v Analyticsu gledaš, da je to AI trafik, oziroma ga lahko pač vidiš ven, tako da to si lahko sami pogledate, ne vem, v Analyticsih, drugače imajo pa noter tudi, mislim, da je AEO Strategy Tool, nekaj taga. Ja, AEO Grader. AEO Grader, pa vidiš v bistvu noter stvari. Tako, to ni nova stvar, vneseš ime podjetja, lokacijo, kaj prodajaš, iz kjer industrija si in skušal ti dati neko oceno, kako se rangiraš, pozicioniraš na ta velikih LLM-ih, torej na ChatGPT-ju, na Claude-u, pa na Gemini. Ja, saj da imaš nek občutek, a ne. Po mojem moraš pa spremljati z različnih virov. Zdaj, če greva v ta, sva rekla, engageamo userje in zdaj vemo njihov, prej si rekel, pridejo z YouTube-a, pa so to malo drugačni. In recimo eno tako je, da recimo tudi lahko naredi za take userje, veš, personaliziranega nekaj customer agenta, nek chat na strani, ki bo vedel, iz kje nekdo pride, kakšen je recimo profil te osebe in mu ti že v bistvu noter zgradiš, to bi znali biti neki pain pointi, koga lahko peleš naprej, da po funnelu, da po lupu. Začajem funnelu. Pa ena zadeva, ki si... imaš spet bolj personalizirano izkušnjo za tega, kaj je prišel. Tako, eno je landing si personaliziral, pa si v bistvu dodal še nek chat del, ki je lahko pa tudi na e-mailu, lahko je na različnih kanalih, se pravi se še tam pojavil. Pa se mi zdi pa, ko ustvarjaš nek content, zelo zanimiva zadeva, sicer ni toliko nova, bi imel že HubSpot pa je Remix. Ljudje delajo recimo vsaj v poslovnem svetu ali pa tudi v B2C-ju se delajo neke webinari, neke video, mogoče daljšega formata in pol si želiš seveda to spraviti v neke formate, ki so pol primerni za, ne vem, Instagram Reele, za TikToke in podobne stvari, ali pa tudi, da distribuiraš konce tega kontenta v neki komunikaciji, pa imaš recimo, ne vem, te videoclip agente, pa zdaj Marketing Studios tudi predstavilo HubSpotu kot neka suita, ki ti pomaga v bistvu graditi te assete, kaj vemo, vsi zdaj super smo naredili, samo personalizirati, pa assetov nimamo, ne. Ja. No in ta del ti pomaga, da v bistvu ustvariš content od podcastov do imidžev, do videov, ki jih lahko potem uporabljaš, pa ni nujen, da to uporabljaš vse samo v HubSpotu, Google je dal ven, VO3 je itak že dosti star, ampak zdaj še Nano Banana, ki ti tudi omogoča full UGC-a delati, dejansko res neko orodje, ki ti danes olajša bistveno neke stvari, tako da to je ena taka stvar, ki se mi zdi cool. Pol se pa, ko imaš vse to, je pa recimo Google Adsi so, nekako spada tudi distribucija na Ads omrežja zdaj tukaj. Facebook gre že itak, Meta že nekaj časa v ta AI first world, predvsem tam na Audience-u, pa Advantage Plusu, v smislu, da ti sami iščejo Audience, pa tako se mi zdi mal manj v kreativah, čeprav zdaj že kar po defaultu ni več ena kreativa, ampak ti, kar reče, ti samo eno napiš, pa ti polč on za Audience, kao prilagodi stvari, pa neko musko daje, pa to. No, tega Google Adsi niso imeli, so pa tudi zdaj v bistvu kar asset builder dodali znotraj
platforme, kar je spet nekaj, kar ti omogoča, ne, da v bistvu to, kar si recimo zdefiniral, ta brand voice, pa to, da daš noter in si tudi pomagaš v bistvu zdaj, ko si naredil toliko nekih skupin, ki jih boš tržil, da jim boš lahko v bistvu nek content produciral iz mogoče nekega contenta, ki si ga sicer malo več vložil v njega, pa narediš neke remixe, delčke tega contenta, tako da mislim, da pa tudi HubSpot v bistvu neko povezavo, da v bistvu te PMAX kampanje so ful popularne na Googlu in se v bistvu lahko tudi neke ede zgradiš noter, HubSpot in tako znotraj te suite, pa imaš vse povezano, tako da to bi bilo. Ja, mogoče še ena stvar, ki so jo omenjali pri Amplifyu, pa je zanimiva, pa pomembna je pa to, torej sodelovati v pogovorih, torej se prej si že malo rekel, torej ljudje grejo na Twitter po informacije, na Reddit po informacije, na Quora po informacije, so prijavljeni na Medium avtorje, na Substack avtorje, tam prejemajo newslettere. Skratka, ena stvar, ki je tudi pomembna, torej umešati se v ta pogovor tam, ne, ker tudi spet to bo vplivalo na našo pozicijo v AI-ju, pa na drugi strani pač bliže bomo našim kupcem. Tle pač spet AI ti lahko pomaga ugotoviti za posamezno buyer persono, katere topike spremljati, kje se vključevati, torej kaj dajati v search, v Quori, v Redditu, kje se subscribati, pa dajati neke odgovore tam, ne. A pa misliš, da je to tudi del kakšnega agenta, to je še bolj zdaj human in the loop del? Mislim, začneš pač... Sigurno obstajajo agenti. Kaj je tudi pomagajo. Ni tako, da ima HubSpot kakšen tak feature, ampak sigurno obstajajo agenti, ki to delajo. No, na TripAdvisorju je case, da če ne odgovarjaš na vse komente, tudi na tiste, ki te pohvalijo, pa ti rečeš hvala, kakorkoli, ti to dviguje rating. In tudi ful mal ljudi to dela. Odgovarjajo na nek so slabi, ne, pa novne. In ena slovenska agencija, vem, da je dejansko rating res povečala za tega, kaj ne vem, na 3000 teh odgovorov, pač dejansko ročno odgovarja vsaki stranke. Ne. A veš, to je ta. Ne, nekdo gre brat, vidi tam zapisan, oni so res odzivni, tako. Tako da ne vem, se mi zdi, da to je ena taka stvar, ki je pol recimo, če imaš neke reviewje, pa lahko na njih vplivaš. Ne, to je ta komunikacija. Ja, definitivno. Kako bi se recimo vključil. Moš pa paziti, da to ni pol preveč artificial, da zgleda, da se skoraj vsako stvar vključil. Ja. Ampak ja, vidiš vzor, da se nekdo pač na vse odzove in s tem mogoče ni nič narobe. Ne? Ja, zdaj v Sloveniji mogoče, imamo družabna omrežja, kjer smo aktivni, verjetno so pa še vedno, torej nimamo Reddit ali pa pač slovenski subreddit je pač majčkan, verjetno treba politi pa malo na fokusirane forume. Zadnja faza, Evolve, torej to je tista, ki, če smo strikti z njo, je tista, ki bo prinašala pol učink. Tukaj je vsaka interakcija, ki jo imamo, so nam v bistvu neke informacije za prvi stage ali pa za drugi stage. Se pravi, dobimo nazaj informacije. Feedback loop je s tem rekel, čeprav mogoče ni čistko. Ampak pač spremljaš uspešnost kampanj z različnimi tuli, ki jih spet lahko malo v bistvu jih pol ti poveš, kjer so, ki jih tudi v bistvu, ki so znotraj HubSpot, ampak v osnovi pač moraš zelo dobro razumeti, kako tvoje kampanje delajo. Spet zato lahko uporabljaš AI, ki je zelo dober na določeni modeli, so zelo dobri na analizi podatkov in sploh, če ti poveš, kaj želiš spremljati, pa daš mogoče dosti nestrukturiran tip podatkov, nekaj izvoze iz nekih platform ali pa pač dobiš ven, in si lahko z tega v bistvu delaš neke insights, pa je po personah in to spet nazaj rečeš, take feedback sem imel, tak tip kampanje. Zdaj, ena stvar, ki je tudi HubSpot rekel, mogoče še nismo tam, ali pa je ta del sprejet zaupanje, to je predvidevanje, kako dobro bo neka kampanja delala. Se mi pa zdi tako, kot ena vaja za marketingaše pa je, tako kampanjo sem si zdaj zamislil, skozi take kanale, to bo delal, to bo offer, kako bi se zdaj ta audience odzval. In zdaj, če ti da neke cool feedbacke, vključeš to v samo pripravo noter. To se mi zdi... zdaj v tej fazi so tudi AB testi, ne vem,
15 let govorimo o AB testih, pa vsakič se vprašam, to res dodela. Te AB teste, tako, vse delamo kampanjo marca, pa kampanjo drug let marca, to sta AB testa. Tako da, mislim, sej... Ne, ampak se o tem govorijo, ne? Torej vse imamo feedback loope že vzpostavljene, vsi gledamo rezultate kampanj. Po moje, pač kar je poanta v loop marketingu je, to treba delati mnogo hitrejš, kot si delal do zdaj. Ne? Torej, tipičen primer, imeli smo kampanjo, počakali smo, da se je končala, pa smo še malo počakali, pa smo pripravili report in pač report smo gledali 2 meseca po kampanji in iz tega smo se definitivno kaj naučili. Ampak ideja je pač, če hočeš obvladati v tem svetu, sploh zdaj, ko se določene stvari se res hitro spreminjajo, če se hočeš na to prilagajati, moraš pač sprot gledati rezultate in se na njih odzivati. Ampak se to je že vedno veljalo. Torej, tist, ki se prej odzove na neke signale iz trga, ti so pač jih dobiš v obliki reportov, insightov, ti bo pač boljši in hitrejši. Ne? Ja, je pa tukaj težava tega overwhelminga vseh stvari. Ne imaš zdaj vse povsod, ti blinkajo neke stvari in jaz mislim, da ta del je najboljši, da začneš razmišljati, kako zaposliš AI agente. Marske so o tem govorila, ampak ravno take stvari, da ti ven iz vseh teh kanalov, vsega tega veliko informacij, ki je vseh teh podatkov dejansko da neke insights, na katerih, kad jih ti rabiš, da bo sprejemal odločitve. A bojo pa to odločitve, ko boš usmeril neko aktivnost skupine AI agentov, skupine mešanico AI agentov in ljudi, nima veze, pač važno je, da imaš ti neke stvari, ki se boš odločal. V vseh teh korakih, ki sva gledala, je človek vključen v smislu, da evalvira stvari in reče, to tako je in ta del ekspertize bo v bistvu postal zelo, zelo pomemben, da boš znal ti to v bistvu pogledati. Se mi zdi pa, da zgubljaš čas tukaj na pridobivanju podatkov, pa analiziranju, to bi se mogel pa prva stvar nekako lotati, kako pa investirati čas v to, da se tega znebiš. Ker to ti nič ne dodaja dodane vrednosti. Dodati vrednost, ko to zanaliziral, pa implementiral, pa naprej. Exactly, ja. Tako. Zdaj, HubSpotova premisa je torej, mi se na tak ali pa drugačen način povezujemo z vsemi velikimi LLM-i, torej ni pomembno, uporabljaš ChatGPT, Claude, Gemini, poveš ga s HubSpotom in naredi deep research v LLM-u, ki ga imaš, ta ti bo pomagal najdeti insighte in da na teh insightih pač naredi pol naslednjo verzijo te kampanje, posodobi obstoječe kampanje, karkoli pa že, prilagodi se. Ne. Po mojem, na vsakem koraku so omenjala, torej, da je pomembno posod tudi uporabiti zraven AI, LLM kot tak. Tle je torej poleg tega koncepta loop marketinga, ki ga je HubSpot pripravil, ki si ga lahko vsak podrobneje pogleda na loopmarketing.com, so zraven preplavili tudi obsežno knjižnico promptov za vsakega od teh stageov, ki jih lahko uporabljaš. In zdaj razliko bo naredil tist, ki se bo lotil, ki bo vzel te prompte, pa jih začel uporabljati, ker če si boste pogledali, boste videli, pač te prompti ni to neki pač v 2 odstavkih, kjer dodaš noter 2 spremenljivki, pač s temi prompti se je treba se jih lotiti, treba je narediti research, ker imaš toliko enih placeholderjev noter, da največkrat rabaš pač še ločene, najlažje delaš še ločene raziskave za AI, ki ti bo zbral sploh te podatke, prej jih boš čez dal, oziroma na drugi strani, če imaš povezan svoj CRM, torej v tem primeru HubSpot, lahko mogoče en del podatkov že direktno potegneš kot kontekst v LLM, da bo to uporabil. Ampak tako, se mi zdi, da so na dober način naredili, da lahko vsak to štarta, ni pa to nekaj, kar bo zdaj pač si boš vzel pol ure, pa bo kar vse drugače. Ne? Če vam kdo to prodaja, ne verjeti. Skratka, vse te template za prompte, loop marketing, guidebook oziroma kakorkoli to imenujejo, vse bova linkala v zapiskih, tako da dajte si pogledati, dajte se lotati, če kje naletite na kakšen izziv, dajte nam pisati, mogoče lahko kaj preskočiva na pomoč. Tako da, mislim, sva bila kar obsežna. Hvala, Gorazd. Hvala vsem, ki ste poslušali. Če me ta podcast všeč, dajte mu like, dajte ga deliti s kom, ki mislite, da bi ga zanimal. Dajte naj kaj vprašati na frodix.com/vprašaj, pa se vidimo naslednjič. Čau. Čau.